lep pozdrav tudi z moje strani, sem Rozana Mužica z Inštituta za mladinsko politiko in prihajamo z Ajdovščine. Verjetno, kot že samo ime našega inštituta naznanja, se ukvarjamo predvsem z mladimi. Pa bi mogoče za začetek postavila vam en izziv oziroma samo eno kratko vprašanje. In sicer v nadaljevanju bom vam pokazala nekaj fotografij, pa čisto na lahko vprašanje, no? Kaj imajo te fotografije skupaj? Mogoče prvi dve? Naslednji dve? Pa še dve sta, pa kakšno idejo že pričakujem. Kako? Odlično, tako. So mladi, ne? Ste vsi zaznali, da želim ta odgovor. Ja, se prihajam z Inštituta za mladinsko politiko konec koncev, ne? Pa vendar, a lahko tudi kakšno razliko v teh fotografijah, poleg tega, da so mladi, vidimo? Različni načini komuniciranja, tako recimo, kaj ste zaznali? Pa zakaj neka aktivnost, pa zakaj pride do takih razlik v komuniciranju, recimo? Je še kakšna, mogoče kakšen vzrok, ki ga lahko na prvo žogo seveda, ne, po teh fotografijah. Tako, do tega sem vas želela pripeljati, ne? In sicer v starostnih kategorijah oziroma starostnih skupinah. Vidimo, da so res mladi. Ni vedno tako enostavno ugotoviti, da so to mladi. Mogoče, če bi pred vami stal nekdo drugi, ne bi tako hitro tudi dobili tega odgovora, ne? Torej, mladi so dejansko zelo široka starostna kategorija. In pri tem niti tisti, od katerih mogoče nekako pričakujemo neko enotnost, da nam dajo informacijo, kdo to mladi so, nimajo enotnega odgovora. Če samo pogledamo nekaj definicij mladine, lahko vidimo, da Urad za mladino opredeljuje mlade, ko govorimo seveda o starostni skupini, mlade, torej osebe stare od 14. do 29. leta starosti. Zakon o mladinskih svetih opredeljuje mladino kot osebe od 15. do 29. leta starosti. Mimogrede to največkrat uporabljamo v Sloveniji. Vidimo pa, da se nekatere druge definicije spreminjajo. In sicer spodnja kategorija se lahko spusti celo do 13. leta starosti, zgornja pa pri Evropskem mladinskem forumu doseže kar 35 let. Vse to naj bi bili mladi. Torej vidimo, da to starostna opredelitev mladosti mogoče ni tako enotna, kot se nam na prvo žogo bi lahko zdelo. Vsak ima lahko svojo predstavo, kdo to mlad je. Pa če pogledamo mogoče kakšno drugo definicijo, ki ni omejena starostjo, kdo bi lahko bil mlad? Kaj mislite vi? Kdo je mlad oziroma kdo je odrasel? Če postavimo tako vprašanje. Kdaj lahko rečemo, da oseba odrasla? Recimo, tako. Verjetno to, še kakšna ideja mogoče, kdo kaj drugega pomislil? Pravna odgovornost, mogoče tudi, ne. Zdaj tako, mi smo, oziroma, ko skušamo opredeliti, kdo je odraslo in želimo preseči starostno kategorijo, lahko rečemo, da je odrasel človek tisti, ki doseže neke točke odraščanja. Definitivno je to tisto, ko je nekdo odgovoren zase. Kaj to pomeni? Največkrat to pomeni neka osamosvojitev. Finančna osamosvojitev, tudi bivanjska osamosvojitev, torej ko doseže neke točke odraščanja, ki smo jih nekako opredelili z nekaterimi morebitnimi točkami. Recimo to lahko, ko oseba zapusti redni šolski sistem, ko se ostali v starše, torej neka bivanjska neodvisnost, ko se zaposli, je torej tudi finančno neodvisen, če želi, če dobi kakšen statusni simbol, to seveda ni za vse enako, da smo si na jasnem, prav tako poroka ni za vse statusni simbol, ki si ga vsi želijo. In ravno tako ne otroci. Torej, ko doseže neke točke odraščanja, ki mu neko samozavest, konec koncev in samostojnost posamezni sebi prinašajo. In če je bilo včasih to zaporedje, šolanje, zaposlitev, stanovanje nekje pri 25 letih relativno samoumevno, verjetno vsi že vemo danes, da je to zaporedje precej porušeno. Danes se lahko posameznik osamosvoji največkrat šele v zgodnjih 40 letih, to je po 30 letu starosti. Pa še en izziv, ki verjetno veste, da s tem želim podkrepiti tisto trditev prej. Nekatere cifre imam na zaslovu, številke. A vam te številke kaj povejo? Kaj mislite, da predstavljajo? Tako, to zadnji čas vsi najprej to uganejo, ne, ampak je res, ne, je res, število brezposelnih mladih, ne, in bode v oči, mislim, da. Katera bi bila ta?
ta druga, mogoče bomo videli še kakšna ideja. Je res, tudi to prikazuje ta številka. Kdaj se selijo? Pa pogledamo rešitev. 98,9 je staro ženske ob rojstvu prvega otroka. 31,5 je starost mladega moškega, ko se samosvoji od staršev. 29,6 let je starost mlade ženske, ko se samosvoji. In pa zadnje število brezposelnih. Vidim, da je ena roka v... Podatek je od aprila 2015, to je število brezposelnih mladih. Kot primerjava je spodaj navedena, da je bilo v januarju to število še više in sicer skoraj 31,000 mladih. Če to bolj plastično oziroma slikovito prikažem, če bi teh 27,655 mladih stali v vrsti od Ljubljanskega razstavišča, bi kolona bila do Dolgega mosta, torej več kot 11 km. Torej si lahko predstavljamo, da to veliko število mladih. Naj še to poudarim, da tukaj ne govorimo o mladih, ki so dejansko imajo status študenta, vendar vemo, da umetno je to podaljševanje študija, predvsem zaradi tega, ker večina lahko rečem izkorišča oziroma pač se poslužuje te možnosti, da lahko dela preko drugih oblik zaposlitve. Tako tudi to je zakrivimo tudi na tak način oziroma skrivamo tudi dejansko brezposelnost. In ko smo lokalne skupnosti v letu 2011 spraševali o lokalnih mladinskih politikah, torej zanimalo nas je, seveda na različnih področjih, kako obravnavajo mladi oziroma kaj v lokalni skupnosti ponujajo mladim, kako jim omogočajo lažji prehod, če se tako izrazim, iz obdobja mladosti, obdobja odraslost, in smo postavili nekaj vprašanj. Tukaj vidim, da ne vidite točnih podatkov, pa jih imam. No, je bilo vprašanje, ali s kakšnimi ukrepi podpirate izvajanje neformalnega izobraževanja ali drugih aktivnosti v času počitnic za mlade. Večina jih je odgovorila seveda, da ja, 59%, to prikazuje ta svetlo-zelena barva, ne 31%, ostalo pa ne vem. Ali izvajate kakršnekoli ukrepe s področja zaposlovanja mladih? 73% lokalnih skupnosti odgovorilo, da tega ne izvaja. Ali ste do sedaj na vaši občini izvedli raziskavo o mladih v lokalni skupnosti? 74% tega ni storilo. Ali ste sprejeli odlok o mladini ali strategijo za mlade, torej ki bi dolgoročno urejalo področje mladine, strateško z različnih področji? 93% slovenskih občin, ki je odgovarjalo, to je bilo približno 120 občin, je odgovorilo, da tega ni storilo. Zakaj to izpostavljam? Ker se lahko upravičeno vprašamo, ali je res področje mladine samo področje prostega časa in izobraževanja. Ko ste prej sami ugotovili, govorimo o mladih v starostnih kategorijah, ki dosegajo 15 let, ko je verjetno res zabava in seveda izobraževanje na prvem mestu, je pa vse do 29. leta starosti, torej do takrat, ko verjetno, če še niso zaposleni, si res želijo, da bi hitro bili zaposleni, si ustvarili družino, in če res še niso samosvojeni starši, si tudi želijo verjetno že stopiti na lastne noge. Torej, dejansko so težave mladi, s katerimi se soočajo, zelo, zelo peste. Na Inštitutu za mladinsko politiko smo se takih vrst težav lotili z drugačnim pristopom, in sicer z certifikatom Mladim prijazna občina, s katerim nudimo smernice lokalnim skupnostim, kako omogočati mladim mlajši prehod iz obdobja mladosti v odraslost. Tukaj naj izpostavim, da seveda ni samo lokalna skupnost tista, ki nosi odgovornost. Vsak mlad zase nosi odgovornost. Vendar verjamemo, da lokalni skupnosti se lahko tisti prvi koraki, tiste prve mogoče pomoč mladim za da se lažje samosvojijo, lahko prispeva. No in letošnjem oziroma tudi lanskem letu smo pa začeli z novim izzivom, participacija mladih. Zakaj? Naš izziv in izziv celotne družbe slovenske, pa mogoče niti ne samo slovenske, je, da dejansko med mladimi primanjkuje motivacije za participacijo. Glas mladih največkrat tudi pogosto ni slišan. Zdaj, ali zato, ker se ne vključujejo, mogoče tudi zato, ker velikokrat niso sprejeti kot resni sogovorniki, seveda iz različnih razlogov. In pa tudi mladi sami se največkrat ne zavedajo možnostih in pomenu participacije. Hkrati pa se družba zaveda, da dejansko participacija mladih in ustvarjanje takih pogojev, ki bi dejansko spodbujala participacijo med njimi, sta zelo pomembna izziva in da mladi enostavno morajo imeti besedo. Zato, ker participacija oziroma
to uvajanje v participacijo mladih v zgodnjih letih pomaga zagotavljati večjo vključenost tudi v kasnejšem obdobju in sicer tako tudi nekako se preprečuje tveganje za socialno izključenost. Vse to se vsi mi mogoče nekako zavedamo. Mogoče je lepo slišati, malo manj v praksi mogoče to izvesti, ampak vendar vse to je zabeleženo. Zabeležene pa so tudi nekatere značilnosti mladih, ki jih ugotavlja Mladinski svet Slovenije, recimo je zapisal v svojim participacijam mladih na svoji knjižici. In sicer, ko smo že ugotovili, da dejansko mladi v Sloveniji, verjetno ne samo, oziroma definitivno ne samo v Sloveniji, se vse kasneje osamosvajajo in vse kasneje prevzamejo odgovornost. Hkrati pa so smirjeni in želijo nek hitre spremembe, ki jih vidijo, ki jih dejansko, če oni želijo sodelovati, želijo odgovor, želijo, da se nekaj tudi spremeni pri tem. Ne? Če ne mogoče motivacija za to tudi pade. Ne? Če so že dali svojo pobudo, želijo odgovor oziroma spremembo. Če ne, se mogoče spet umakne. Mladina 2010 je nadalje navedla, da dejansko so mladi pogosto manj politično aktivni kot odrasli, vendar praviloma le takrat, ko gre za konvencionalno obliko politične participacije. Ko govorimo o nekonvencionalni politični participaciji, kamor spada tudi seveda participacija mladih preko spleta, različnih oblik seveda, je med mladimi, ta je bistveno pogostejša kot med odraslimi. No in tako kot smo izhajali pri samem certifikatu Mladim prijazna občina, smo izhajali tudi pri portalu predlagam-občini.si, da dejansko lokalna skupnost tisti mikrosistem, ki lahko ki mladim najbližja in dejansko tudi tiste spremembe, ki si jih mogoče mladi želijo, ali pa če že ne spremembe, vsaj tisti odziv na njihovo pobudo, so lahko najhitreje vidne in če se poveča participacija oziroma interes za participacijo mogoče na tiste mikroravni, lokalna skupnost, se verjetno to kaže tudi na nacionalni ravni. Tako da nastalo je novo orodje, dejansko namenjeno lahko vsem občanom, ampak mi smo usmerjeni v mlade, ker želimo to nekako spremeniti. Gre torej za neko orodje, ki lokalnim skupnostim omogoča tisto neposredno vključevanje mladih, ampak tudi drugih občanov v procese, tudi samo razprave lahko, torej podajanja pobud, predlogov občanov, tukaj je seveda z poudarkom na mladim, lokalni skupnosti. Naj povem, da deluje po principu predlagam-mladi.si, torej posameznik lahko svojo pobudo, svoj predlog poda na portalu, zbira glasove, torej dejansko tukaj tudi tista angažiranost mladi, da mogoče spodbudijo prijatelje, podal sem ta predlog, daj ga podpri, mogoče bomo nekaj spremenili, ima tudi veliko vlogo. No? Tudi zbirajo podporo in če imajo dovolj podpore, zaenkrat je to določeno več glasov podpore kot pa nezaupanja, potem gre naprej na občino. Na občini naj bi bil nekdo, ki to pobudo posreduje drugim in v roku, ki je sedaj postavljen na 30 dni, more odgovoriti mladi osebi. Seveda to ne pričakujemo, da bo vse pobude mladi kar uresničene. Zadeva je ta, da pričakujemo nek pogovor oziroma nek odziv, da tisto pobudo resno jemljajo, nanjo odgovorijo in tudi, če je nihalna, jaz verjamem, da bodo mladi sprejeli, če bo utemeljena. Poleg samega podajanja predlogov obstaja možnost tudi komentiranja, torej dejansko lahko druga oseba tudi nadgradi ali pa drugače komentira tisto pobudo in pa seveda glasovanje in tudi klepetalnice. Kot omenjeno, dejansko je namenjeno vsem slovenskim občin, vendar tako, da posameznik stopi na portal, izbere svojo občino in potem tam znotraj komunicira. Tako da je v globalnem vsem namenjeno, vendar seveda znotraj tistega mikrokozmosa, mikrookolja, kot je občina. To je en primer, recimo, podajanja pobud. V Ajdovščini konkretno vidimo, da tukaj je konkretna pobuda in pa tukaj recimo glasovanje plus ali minus. Torej, kot sem že omenila, gre za portal, ki deluje po vzoru predlagam-mladi.si in omogoča dejansko višjo stopnjo vključevanja javnosti. Mi seveda damo poudarek na mladih, vendar nobenemu ne bomo odrekali možnost, da sodeluje na tem portalu.
objava komentarjev, glasovanje, klepetalnica in pa informacije za mlade. Zakaj informacije za mlade? Ker ko smo izvajali analizo v ajdovščini in sicer za pripravo strategije za mlade, smo ugotovili, da v navalu informacij, ki je na spletu, in vemo, da mladi so digitalno zelo pismeni, ne vejo ločiti, katere informacije so tiste relevantne, katere so verodostojne, katere mogoče pa niso. Ne? Mogoče se zdi neprimerno, oziroma, ampak dejansko govorimo o mladih, ki nimajo še toliko izkušenj. In so dejansko izrazili željo, da verjamejo, oziroma povedali, da verjamejo tistim informacijam, ki so objavljene na nekih, seveda, tudi občina, občinski spletni strani. Torej nekoga, ki stoji za tistimi informacijami, kaj tudi razumljivo. In zato ponujemo dejansko občini tudi možnost, da svoje informacije, če želi, seveda tudi objavi na tem portalu. Rezultati. Žal rezultati še ne morem govoriti, ker smo v povojih. To je začetek, poslali smo informacijo občinam, zaenkrat občine tudi, na kakšnem sestanku smo že bili, bomo videli, kakšen bo odziv. Zakaj so, torej neke pobude imamo namen sprejemati, tako zavedamo se, da je potrebna tukaj velika tudi promocija. Zakaj? Informacija mora pride do mladih. Ne? Tako da z tega vidika želimo seveda ta portal čim več prinesti med mladimi znotraj lokalnih skupnosti in zato izvesti tudi delavnice, znotraj katerih imajo dejansko možnost ali se z nami pogovarjati in podajati svoje predloge, ali neposredno z odločevalci, da vidijo, da so dostopni in da dejansko ta portal bo tudi deloval, oziroma da bodo njihove ideje in predlogi tudi sprejeti. Tako da ja, žal o rezultatih vam ne morem govoriti, mi si obetamo seveda, obetamo si, da bi zaživelo, se pa pustimo presenetiti. Vemo, da imamo pred sabo velik izziv, ampak zaenkrat smo se vrgli v vodo, bi rekli, zdaj moramo plavati in dejansko narediti največ, kar iz tega lahko naredimo. Če bo to pripomoglo k temu, da bo se stopnja participacije, tako spletne konec koncev, kot tudi konvencionalne politične participacije med mladimi povečali, smo dosegli pač tisti cilj, ki smo si ga zadali. Hvala. Zdravo. Mislim, da ni nobenega predstavnika občin tle, tako da če malo igramo vlogo, kaj ima občina od tega razen dodatnega dela? Zadnje čase se dodatnega dela načeloma nima, razen tega, da mora zagotoviti eno osebo, ki tisti predlog poda potem naprej osebi, ki je pristojna za odgovor. Občina ima od tega, da se v zadnjem času dejansko zelo zavedajo, kakšne težave imajo mladi v občini, se odseljujejo, seveda ne zaradi politične participacije, odseljujejo se zato, ker nimajo zaposlitve in zato, ker iščejo dejansko boljšo prihodnost. In tukaj skušamo te spremembe narediti. Od tega, da bi mogoče že mladi po prostem času si želijo mogoče več možnosti izražanja, pa več mladinskih organizacij lahko sodelovali, torej da bi se boljše počutili v tisti lokalni skupnosti in imeli željo se vračati. To ima občin tega. Torej se dejansko prisluhniti, bi lahko rekla, prisluhniti želja mladih. Tudi smo že nekaterimi občini govorili, tudi konferenco smo imeli, na kateri so izrazi prednosti oziroma željo, da bi to naredili, ravno zaradi tiste apatičnosti, ki so pomenovali med mladimi. Ki ni nujno, da apatičnost mogoče včasih samo nesigurnost, dokler jim ne znajo prisluhniti, po drugi strani mogoče se mladi ne upajo ali pa ne znajo še izražati. Občine lahko dobijo še mnogo več. Jaz razumem vaše vprašanje seveda kot eno provokacijo, tako, ki bi spodbudila. Skratka, čestitam, me se zdi to fino, zdi se mi, rekla bi pravzaprav skrajni čas, no, da je ena taka pobuda se razvila. Tisto, kar bi mogoče tudi predlagala, je sicer, vi ste omenila, mislim, da neko konferenco, ne, predlagala bi vendarle ne tudi kakšna, da rečem tako, fizična srečanja, ne, vsaj enkrat na leto ali tako, neko se pogleda, mogoče, ko so imeli prve rezultate in to, ker ravno kombinacija, ne, teh spletnih posvetovanj z fizičnimi dogodki in to je tisto, kar prinese največ. Pa ne nazadnje, če se kakšen žur dober, ne, ven iz tega razvije, potem še toliko boljš. Tako da, ampak res, mislim, jaz sem navdušena nad tem. Hvala lepa. Hvala za besede podpore in hvala seveda za ta komentar. No, meni, da dejansko še vedno mislimo, da večino temelji na tistem fizičnem stiku. Iz tega tudi izhajamo, ko smo v preteklih letih pripravili taka srečanja med mladimi in odločevalci
In v večini primerih so šli mladi zadovoljni stran in tudi odločevalci, ker dejansko lahko pridejo do skupnega jezika. Prav tako, tudi ko smo bili na nedoločenih sestankih z občinami, so tudi sami izrazili to. Recimo, včeraj smo imeli konkretno sestanek, seveda potekajo še pogajanja oziroma kakorkoli dogovarjanja. V bistvu so predstavniki občin povedali, da okolikor bi dejansko bilo velika podpora določenim pobudi, bi sami naredili javno tribuno. So rekli, bomo imeli o čem razpravljati, včasih damo ven informacijo oziroma kakšno izziv, pripravimo javno tribuno oziroma pogovor in ni zanimivo, se ljudje ne udeležijo. So rekli, tudi to je mogočen izziv, da če vemo, da bo 200 podpornikov, če bomo organizirali, bodo prišli in bo javna razprava tudi kvalitetna. Ne? Tudi to je dejansko, mogoče to nek začetek, da se lahko, predvsem mlada oseba, lahko skrije, bom lahko rekla, za računalnik. Ker računalnik je tudi to, da se lahko skrije, ne? Čeprav imamo njihove podatke. Vendar lahko z nekim drugim gesom seveda se prijavi, ne z uporabniškim imenom. Torej, da lahko preseže to skrivanje za računalnikom in na nek konstruktiven način nadaljuje s pogovorom. Jaz bi mogoče vprašal iz teh prvih sestankov z občinami, katere občine so v bistvu bolj pripravljene za sodelovanje? Tiste, ki že imajo neko informacijsko infrastrukturo, se pravi, so že bolj informatizirane, se pravi, je to premo sorazmerno ali je obratno sorazmerno, se pravi, tiste, ki nimajo, v vas iščejo rešitev, mogoče čisto tako za občutek. Naj povem, da smo imeli sedaj zelo malo sestankov, ker je to res čisto po vojih, v smislu, zdaj smo dali koma informacijo ven in razkrili ime portala. To je prva zadeva. Ko smo bili na konferenci, je bil odziv pozitiven in lahko ugotavljamo, oziroma tudi sami smo si zadali kot ciljno publiko tiste občine, ki so manjše do srednje velike. Zakaj? Zato, ker verjamemo, da mestne občine, sicer seveda ponudbo so poslali, nekatere imajo že svoj sistem izpostavljen in tukaj tudi nam se ne zdi verjetno smiselno, da bi tiste zadeve prenesli na ta portal, ki je mogoče, če so že njihovi občani konec konca navajeni in sodelujejo. Ne? Tako da, če bi želeli seveda, oziroma če tisti portal ni že zagnan. Ne? Drugače pa mi tudi ciljamo na manjše do srednje velike občine, ker verjamemo, da tukaj bi ta zadeva lažje funkcionirala in zato, ker ponavadi takih stvari nimajo. Ne? Tisti, ki imajo nikakor, ne delamo si iluzij, tudi ne vidimo točno poante v tem, da bi dodajali še nekaj novega, če že nekaj obstaja. Ne? Če sami seveda ne vidijo možnost tudi za našem predlog. Jaz imel tudi en komentar. Meni tudi všeč ta pobuda, sem tudi takrat sodeloval na tej vaši konferenci lani. Vidim pa eno prednost, vi ste se referirali na portal Predlagam vladi. Ne? Zdaj, ta portal Predlagam vladi je tako zelo, v javnosti so zelo deljena mnenja, ne? Tudi v strokovni javnosti je tudi nek konsens, da se da še veliko več z njim narediti, da ni čisto izpolnil vseh potencialov. Se mi pa zdi, da ima pa, če kljub temu, da vi sledite temu konceptu, se mi zdi pa, da ima vaš primer en dodatno potencial v tej smeri, da ga vozite na lokalni ravni. Namreč, ko imamo mi komunikacijo Predlagam vladi na državni ravni, je mogoče ta občutek še večje oddaljenosti. In se potem, kaj se zgodi komunikacija na tem državnem portalu, pa se namenjena temu, da se razčiščuje, da ko državni organi odgovorijo, seveda v večini primerov ne zavrnejo predlog državno, je ta komunikacija v tem smislu, da se namenjeno pojasnevanju strani države, državljanom, kaj oni ne vejo, pa ki so dodatne informacije, ne pa dejanskemu vplivu na oblikovanje politik. Ne. Ko se pa to, v vašem primeru, ko se pa to vozi pa na lokalni ravni, se mi zdi pa, da je ta stik, potencialni stik med mladimi v neki občini in potem med samo institucijo občino je veliko bližji. In se potem ne izgublja toliko časa in pa energije, bi rekel, z nekimi prepričevanji, kaj je pa kaj ni, ampak se lahko hitreje in direktno s pomočjo tega orodja pride do nekih konkretnih rešitev. Ne. Zato se mi zdi to v redu. Bi imel pa sam mogoče malo strokovnega vidika, en problem, pa sem že opazil tudi zadnjič na konferenci, tudi ko je bilo strani Filozofske fakultete v Mariboru. Mi moramo odpreti strokovno debato o tem, ali je participacija prek spleta res nekonvencionalna. Jaz imam tukaj kot direktor inštituta za e-participacijo hude pomisleke. To pomeni, da sem spal direktor inštituta za nekonvencionalno participacijo, kar pa boste pa videli v eni predstavitvi, da ne bo. Tak nekonvencionalno, še to samo za tega, ker poteka prek spleta,
je problem, ne? Ker je, predlagam vladi, ko sem ga omenil, to je tipičen primer konvencionalne participacije v obstoječ proces, ki ima neko pravno podlago, kateri državljani prespet, da participiramo. Nekonvencionalna participacija bi bilo, ne vem, mogoče, če grem čist neke bolj radikalne stranikov, aktivistično hekanje nekih vladnih strani, ne? V smislu neke protestne participacije, to bi bila nekonvencionalna. Tako da, ampak to je stvar strokovne debate, ki pa danes ne želim tega odpirati. Se tukaj se strinjam, mogoče tudi, ko sem imela nekonvencionalno obiščeno res tisto preko spleta, ne v takih portalih, ampak v drugih komentiranje take, ne? Je pa verjetno to vaša stroka bolj, recimo, ko moja.